Spoštovane obiskovalke, cenjeni obiskovalci. Začenjamo s pisanjem 6. dela nadvse zanimive zgodbe z naslovom Posavci beremo skupaj. To je bralni projekt, s katerim že od leta 2011 v sodelovanju z Valdorzovo knjižnico Krško in knjižnico Sevnica nagovarjamo vas, zvedave ljubitelje pisane besede. Bralni maraton bo tudi letos potekal od 21. marca, Svetovnega dneva poezije, do 20. novembra, ko svoj dan praznujemo Slovenske splošne knjižnice. Prepričana sem, da bo prav vsak našel v sebi ustrezno bero besed. Z letošnjega bralnega seznama vas namreč nagovarja 30 poslovnih del, 5 esejev in 5 pesniških zbirk. Današnji večer bo potekal v duhu poezije, zapisanega ritma srca. V goste smo povabili pesnico, pisateljico, kantavtorico in glasbeno publicistko Nino Novak Vazov. Nina, izvolite. Lepo pozdravljeni. Nina, vam pa hvala za ta uvod v današnji večer, ko bomo skupaj zapisali prvo poglavje že 6. zgodbe, to je Posavske zgodbe. Za začetek ostaniva kar pri lokalnih navezah. Posavci smo goste povabili za Savko. Po rodu prihajate iz Zasavja, rodili ste se v Trbovljah, zadnja leta pa živite v Ljubljani. Pravite pa, da vaše srce pripada Dubrovniku, kar nekaj območij, mest, celo držav. Morda beseda dve o vsaki oziroma vsakem, posebej pa me zanima zgodba, ki je povezana z Dubrovnikom. Rojena sem v Trbovljah, najbrž rojstnega kraja ne moreš izbrati, tako da nekih posebnih vezi s tamkajšnjimi kraji in navadami niti nimam, ker nekako sem se od nekdaj počutila, da ne sodim najbolj tja, ker sem zelo izstopala s svojo ustvarjalnostjo in tudi svojimi sanjami, ki so bile precej drugačne od sanj ljudi, ki živijo tam. Tako da sem vesela, da sem si gnezdo nekako spletla zdaj v Ljubljani, kjer pač ne izpadem več čudna, če tako rečem, in lahko res ustvarjam in počnem, kar me veseli in kar pač znam in rada počnem. Tista zgodba z Dubrovnikom je pa pač tako, saj vsak od nas ima verjetno kakšne sanje in eno to mojih hrepenenj je bilo obiskati Dubrovnik, kar nekaj let je preteklo, preden sem dejansko šla v to res čarobno mesto. In ko sem prišla tja, ne vem, nekako sem se preprosto zaljubila v to obzidje in v te zidove in v to mesto, ki meni dejansko pripoveduje, vsak kamen mi pripoveduje in tudi tam imam ogromno navdiha. Ko govorimo o Dubrovniku, se pravi, ta beseda nam hitro prikliče spomin na morje,
sončni zahod, oglašanje in preletavanje ptic. Slednje ima posebno mesto v vašem imenu. Izraz oiseau v francoščini pomeni ptica. Zanima me, zakaj ravno to umetniško ime, morda povezava z neko svobodo, brezmejnostjo? Ja, vsekakor je pač ta ptica tudi simbol tistega hrepenenja, verjetno odprej, ja, vsekakor svobode. Po starih vedskih tekstih naj bi ptica bila tudi simbol ljubezni in prijateljstva, tako da bolj kot razmišljam, se mi zdi to moje umetniško ime več kot pravilno izbira. Je pa nastalo v bistvu zelo nenavadno in kar tako brez veze bi rekla, ker preprosto to nekje, mislim, da sem bila v 5. ali 6. razredu, ko sem se odločila, da bi še neko umetniško ime, šla v knjižnico, ker sem si želela znati francosko, kar še danes ne znam, ampak morda pa nekega dne. Vzela slovar in pobrskala za nekaj besedami. Spomnim se, da je bila pač ptica ena od njih, pa tudi metulj, ampak ta oiseau mi nekako me je prepričala, tako da sem si kar pridala ta oiseau in je ostalo in se mi zdi vsekakor pravilno, tudi glede na vsebinsko, kar počne. Ena izmed vaših pesniških zbirk se imenuje Balada za lastovke. Že v imenu nastopa žival. Slednje zasledimo tudi v zbirki Šepet trepet. O pajčevinastem telesu posredno srečamo pajka in ozremo orla, ki se pripravlja na vzlet. Slikovno gradivo nam pred oči pošlje metulje in mravlje. Ima pojavljanje oziroma vključevanje živali v vaše dela kakšen poseben pomen ali so tu zgolj naključno? Jaz se pravim o tem, ko ste mi že poslali vprašanje o pregled, mi je bilo zanimiv mi je bil ta vidik, ker sama o tem nikoli nisem razmišljala na ta način. Je pa res, da se tu nekje najdemo kaj takšnega. Ja. Čeprav je res, da jaz v prvi vrsti se oziram na ta neka notranja občutja, se pravi to neko intimistično čutenje in doživljanje sveta, tudi življenje, so ljudi in pač vseh živih bitij. Drug vidik je pa seveda poleg te socialne tematike tudi pač vključevanje prvenstveno narave, prej kot živali. No. Sploh ta zadnja zbirka, Šepet trepet, tu gre v bistvu za obesedovanje malosti sveta narave, ki pač v sebi nosijo tudi nekakšne te življenjske modrosti, jaz pravim modrosti naših babic, ki jih vsi vemo in jih ponotranjamo in živimo z njimi, ampak včasih pozabimo na nje in je fino, če nas kdo malce spomni. Drugače pa je ta knjiga nastala nekje v obdobju 6-8 mesecev, ker sem res takrat pisala na ta način, zdaj tega več ne pišem, ampak takrat, ko sem hodila po mestu ali pa sem šla v naravo, so mi te malosti, ki jih pozabljamo in so za nas kar neki. Ne vem, spomnim se, da sem en list, bila je jesen in ta drevesni list. Jaz sem naenkrat videla, kot da bi bil tak drevesni list, tako 4 metre velik, sam drevesni list sem še videla in potem je pač se zapisalo to pajčevinasto telo. Pogosto postojanka kril, za mnoge svet umana. To so pač neke besede, kot pravim, so pač vržene v veter, zelo preprosto in zelo tudi, ampak ima neko vrednost, se pravi pajčevinasto telo s tistimi žilicami in vse, ki je pogosto lahko ta mehni listek, tudi postojanka za krila, za mrčes, za čebele, za metulje. Za mnoge pa je tudi cel svet v malem, se pravi, za neko mravljico je lahko en drevesni list tako pomemben, kot je nam planet Zemlja, ampak mi to pozabljamo, ker za nas je sam nek nepomemben list, ki pa, če malce bolj razmislimo, je ta list se razgradi, pa je gnojilo za zemljo, iz katere potem zraste hrana za nas in pač ohranja vrsto. In to je recimo en primer tega.
kako se mi je začelo to dogajati. V zbirki V šepetu trepet ste v lepoti zapisali tako, citiram: Lepota, občasno skrita očem, srcu nikdar. Tu želim izpostaviti predvsem notranjo lepoto, biti človek do soljudi, kar vi zagotovo ste. Del zaslužka ob izidu prve pesniške zbirke ste namenili društvu Beli obroč Slovenije, del denarja, ki ste ga zbrali na enem izmed svojih koncertov, pa ste namenili žrtvam potresa na Haitiju. S svojim delom nakazujete pot, ki pelje neznano pot, a vendar jasnemu cilju naproti, k sreči. Vas pomoč drugim izpopolnjuje. Je to za vas morda tista sreča, po kateri nekako vsi hrepenimo? Ja, vsekakor mislim, da pač dejstvo je, da sem se združila takrat tudi zaradi tega, ker sem pisala o teh tematikah, zelo socialno obarvano. V prvi zbirki so pesmi takšne, ki govorijo tudi o vojni, o suženstvu in tako naprej. In potem je pač druga zbirka zgodb, nekako programsko nadaljevanje in je dejansko boj proti nasilju. Ena zgodba tudi govori o sužnjih, pa vojni, pa prostituciji, pa zdaj zelo aktualno o migracijah. Tako da se mi zdelo, da ne sme ostati samo pri besedah, ki so v knjigi, ampak da mora dejansko nekaj več nastati z tega. Tako da sem se povezala z Vlasto Nussdorfer. Ona je tudi napisala spremno besedo k tej drugi knjigi. Mislim, vsekakor pač pomoč je. Mislim, danes pozabljamo, da se je treba povezovati in si pomagati. Nekako smo neke celice, samo zadostne celice, se mi zdi, ki pa je pač to samo navidezno, ker nas v bistvu pogublja. Najlepša hvala. Zanima me, kolikšen delež ima v vašem življenju glasba? Zagotovo velikega. Ja, zelo velikega že po profesionalni plati. V bistvu vedno rečem, da meni je beseda tista, ki mi je središče sveta, če tako rečem. Beseda mi je najpomembnejša. Tudi se mi zdi, da danes ta zavest o besedi in ljubezni do knjig pač izginja, žal. Ampak še nas je nekaj takih čudakov, ki brez knjig ne moremo in brez papirja in brez besed, ampak seveda ne besed zaradi besed, ampak besed z neko težo. Medtem ko glasba pa je vsekakor medij, ki
ki se bolj dotakne ljudi, mogoče tudi na prvo žogo, če tako rečem. Lahko rečeva, da glasba zbližuje, združuje. Vsekakor. Prav tako tudi knjige. Nas Posavce že 6. leto zapored. Ko so se prej pogovarjali o bralnem seznamu, zanimiva zgodba, lahko jim zaupate kar vi. V bistvu na stolih imate zloženke, na katerih so zapisani naslovi. In Nina tako pregleda naslove. Tega sem prebrala. To sem prebrala. Večina je že obkljukana. Koliko knjig približno sva našteli, da pridejo še? Mislim, da 16 ali 19. Kakšen je pa nasploh vaš odnos do knjižnice, do knjig? Ja, knjižnica je moj skoraj prvi dom, drugi dom pa vsekakor. Mislim, da ne mine teden, da nisem se 2-krat, 3-krat tam. Doma je ves čas iz knjižnice, čeprav želja je tudi imeti domačo knjižnico, kar v bistvu že na nek način je, glede na število knjig, ampak prostorska stiska je pa to ni tako urejeno, kot bi si želela. Tako da nekako kombiniram med knjižnico in domačo knjižnico, ampak ja, knjižnica je moj drugi dom, ker ne vem, kakšno bi bilo sploh življenje brez knjig. Tudi, ko grem v mesto, vedno imam neko knjigo s sabo. Mogoče bo pa kje kaj začakati, pa kakšno stran preberem. Tako da letno se jih kar naberejo. Mogoče številke? Tam 160, 170. Pa celoti, pa so pa še kakšne tako podelčki, pa članki, pa revije. Odlično, pridna. Lahko v bližnji prihodnosti morda pričakujemo kakšno novo čtivo, novo pesem, pesniško zbirko spod vaših rok? Ja, vsekakor bo še kaj nastalo. Je neka zadeva v nastajanju, ni klasična pesniška zbirka, spet ne. Je tudi malce povezano z glasbo, pa tudi eno prozno delo še čaka, da najde pot še kam drugam od mene. Pa naj ostane pri tem zaenkrat. V redu. Jaz se na tem mestu iskreno zahvaljujem za ta pogovor. Prijetno je bilo in si želim, da kmalu zopet kaj novega izpod vaših rok, se pravi za nas bralce in na nek način tudi poslušalce, morda v takšni obliki, kot je bilo danes na začetku, tako da se veselimo prihodnjih del. Ja, hvala za gostovanje, ker sem prvič v Brežicah v dosedanji karieri, tako da upam, da je tudi zadnjič. Hvala lepa. Hvala tudi vam, spoštovane obiskovalke, cenjeni obiskovalci, da ste z nami soustvarili ta večer. Vljudno vabljeni na Posavski bralni maraton, ki bo potekal 7. novembra. Tisti, ki boste v omenjenem časovnem obdobju oddali 5 ali več izpolnjenih knjižnih kazalk, boste na novembrski zaključni prireditvi nagrajeni s kakovostnim leposlovnim delom. Kot je že prej Mateja omenila, vas vabimo k kupu Ninine knjige, prav tako pa vas vabimo, da svoje doživetje, vtis oziroma mnenje po današnjem druženju ubesedite v knjigo vtisov. Naj bodo nominative besede popotnica za jutrišnji in vsak naslednji dan. V mladih brezah diha pomlad, v mladih brezah gnezdijo sanje, za vse tiste velike in male, ki še verjajo vanje. Hvala, da ste z nami skupaj tkali in stkali nocojšnjo zgodbo.